Hvala lepa najprej, da ste pripravljeni z nami nam povedati nekaj o svoji karierni poti. In mogoče bi vas jaz enostavno prosila, da en kratek, z enim povzetkom začnete, kako ste začeli v Ljubljani in potem z... Um, Hvala za vabilo in zelo sem vesela, da lahko povem kaj tudi iz humanistike, ker vidim, da so kolegi v Smolu izredno aktivni, izredno visoko kvotirajo kot raziskovalci. Tudi humanistika ima svoj doprinos, bi rekla, pri spreminjanju zavesti v Sloveniji in drugod. In k temu smo seveda po svoje pripomogle tudi vse te osebe. V glavnem poznam veliko kolegic, ki so delovale v tujini in so se morda tako kot jaz vrnile, no. V glavnem bi rekla, da to, da sem potovala veliko skozi vse aktivno življenje in skozi vso svojo eksistenco, me je nekako že naravnalo, ker smo se iz Celja preselili v Koper, izpostavljena dvojezičnosti, trojezičnosti, štirijezičnosti, zaradi turistov in stikov z ljudmi iz različnih okolij. Potem sem pri 17 odšla v Ljubljano na srednjo glasbeno in končala Šibučevo gimnazijo, zato ker sem pač mislila, da bom šla v glasbeno kariero, kar mi je zelo veliko pomagalo, da sem razvila disciplino, občutek za estetiko. Glasba mi še vedno veliko pomeni, ampak se je potem izkazalo, da mi gre veliko bolje z jeziki in da lahko sedim s knjigo v roki cel dan, flavte ali pa klavirja pa ne bi ves dan vadila, ne. Tako da sem končala potem akademijo s flavto, eno leto po diplomi na Filozofski fakulteti iz francoščine primerjalne književnosti, na kar sem dobila štipendijo za Francijo, štipendijo francoske vlade. S to sem šla v Strasbourg, v 2 letih in 3 mesecih končala svoj prvi doktorat, ker je pač bilo življenjsko pomembno, da hitro končam in sem bila seveda tudi takrat izpostavljena samo študiju in sem se mu povsem posvetila. Takrat sem malo tudi že učila otroke slovenskega rodu v Loreni. To mi je bila tudi pedagoško zelo pomembna izkušnja. Ko sem se vrnila v Slovenijo jeseni 77. leta, sem potem delala kot samostojna prevajalka, dolgo, leto in pol, na kar so me povabili na Filozofski fakulteti kot asistentko za francoščino, za francosko književnost, in so mi priznali ta francoski doktorat 3. stopnje kot magisterij. Pač take so bile razmere in so mi predlagali, da delam na istem avtorju naprej, kar je bil po svoje paradoks. Po drugi strani pa se je skozi tega avtorja Clauda Simona, ki je potem 85. leta dobil Nobelovo nagrado, izkazalo, da lahko pokrivam vso zgodovino humanistike, predvsem zahodne kulture, literature, umetnosti. In tak je bil moj drugi doktorat, s katerim pa nismo prišli do skupnega jezika in sem ga odnesla v Zagreb in 88. leta doktorirala zelo uspešno, bom rekla, v Zagrebu s krasnim poročilom, ki me je potem spremljalo v tujini, kar tukaj v Sloveniji mislim, da ni tako grozno pomembno, ampak za vse moje nadaljne poti je bilo pa zelo relevantno, da so me člani komisije zelo podprli. In sem potem te tako naneslo, da sem kmalu po tistem odšla v tujino, se je pojavila pač možnost, sodelovali smo s Kanado, mislila sem, da bom šla najprej v Kanado in potem se je pač pojavila možnost, da grem najprej v Tennessee, University of the South, kjer so me zelo lepo sprejeli in sem ugotovila, da se lahko veliko več tudi naučim in da lahko se vključim v, bi rekla, skoraj svetovno dogajanje v francistiki, kar mi je zelo ustrezalo. Predvsem na področju sodobne književnosti, ki smo jo v Sloveniji malo poznali, tudi ko smo hodili na fakulteto, smo prišli samo do enega obdobja, mogoče do Sartra, pa še to, takrat sem je že to uporabljala tudi v diplomski. V glavnem, potem se je začel, bi
bi rekla, bi se začelo eno obdobje, ki je bilo zelo nestabilno. Menjala sem 8 univerz, šla iz ZDA v Kanado, v Kanadi potem ni bilo več služb. In mislim, tisti, ki smo prišli ta zadnji, smo potem najprej bili odpuščeni, ko so bile krize. Potem pa sem bila kakor previsoko kvalificirana za začetne službe in je potem me pot peljala nazaj v ZDA in potem sem ostala v Alabami od leta 2000 do 2017 in potem sem se odločila, da se drugam ne bom selila. Alabama ima pač negativen prizvok po svoje zaradi zgodovine suženjstva in še dodatnega sedanjega izkoriščanja priseljencev in črncev. Je pa postala ta univerza zelo visoko spoštovana, zato ker so novi predsedniki univerze zahtevali, da se več objavlja, no, ampak jaz nisem imela s tem nikoli problemov. Sem pa vedno mislila, da moram še več početi kot tujka, kot Slovenka, kot ženska in sem potem na srečo imela okolje v Alabami na oddelku za moderne jezike in klasiko, da smo se lahko pogovarjali vsak dan v 4-5 jezikih, kar mi je bilo, bi rekla, veliko veselje. Učila sem pa lahko potem tudi meddisciplinarno, interdisciplinarno, francosko književnost, primerjalno književnost, povezave z mitologijo predvsem. Tukaj so me povsem tolerirali, kar je pa prej bilo mogoče malo težje sprejemljivo. Zanimivo. Hvala lepa, res zanimivo. Zakaj, mogoče je to malo manj relevantno vprašanje za nekoga, ki se z tujim jezikom že od začetka ukvarja, ampak vseeno, kaj je bil mogoče prvi, je bila motivacija vnaprej iti ven v tujino, ali se je to enostavno razvilo? Bi rekla, glede na to, da sem potem študirala v Strasbourgu, potem, ko sem odraščala v Kopru, to medjezikovno doživljanje več kultur mi je bilo od nekdaj blizu, ne. Nekako me je pa vleklo na pot, bi rekla, zato, ker me je zanimalo, no, Francija me je zanimala, da bi pa tam ostala, se mi je pa zdelo nepošteno, ker smo kot štipendisti podpisali klavzulo, da se bomo vrnili domov in da bomo doma širili to, kar so nas tam naučili, in veliko so nas naučili, no. Tako da sem potem nameravala ostati v Sloveniji, seveda, če ne bi prišlo do konfliktov na Filozofski fakulteti. Po drugi strani si pa rečem, da je bila ta pot potrebna, ker sem se jaz na ta način oblikovala, tako kot se ne bi, če bi ostala verjetno v Sloveniji. Takrat, ko sem prišla v ZDA, sem odkrila tudi druge kritiške pristope. Ogromno smo delali na feminizmu, na novih tendencah v literaturi in to je tudi meni pomagalo, da sem se drugače vklopila v, bi rekla, v skupnost. In pedagoško, bi rekla, je, že ko sem 10 let učila na Filozofski fakulteti, sem bila odgovorna za seminarje, sem poskušala vnesti vse te tehnike, pedagoške izkušnje, ki sem jih dobila drugje. Mene recimo zelo zanimala švedščina. Bila sem 2-krat na teh letnih tečajih za švedščino. Tam smo imeli izredno moderne pristope. Ko sem prišla nazaj v Ljubljano, sem jaz postavila ljudi v U-obliko, krožno debato, to, kar smo potem v ZDA ogromno propagirali, ta usmeritev k študentom, večno treba z njih stimulirati. To je veljalo za zanimivo, študentje se me spominjajo kot inovativno učiteljico. In mi je veliko veselje, da še ostajam v stiku z številnimi študenti iz tistega obdobja, ki so danes zasedli tudi pedagoška mesta na Filozofski fakulteti in drugod. Drugače pa bi pa rekla, da
sem po svoje potrebovala to izkušnjo tujstva, da razumem, da nismo nikjer doma, konec koncev, ampak da lahko povsod dobimo nekaj, kar nas bo oplemenitilo. Mogoče tudi, da tudi drugi niso tam doma. Da Tudi drugi, no, nismo ja. sami tujci. No, sej to je, ne, ko govorijo ljudje o zasidranosti, o domovinskosti. Pravim, meni je dom tam, kjer se lahko družim z ljudmi, ki enako mislijo. In dejansko, ko Tako, sem bila v Franciji, sem se družila z vsemi tujci. Ko sem prišla v ZDA, sem bila ves čas s tujci. V Kanadi sem bila ravno tako večinoma s tujci. tako. Ja, po, moram tudi jaz potrditi, je tudi seveda tudi na Dunaju, dosti nas je tujcev, mnogo več na univerzi kot Avstrijcev. In je seveda to ena skupnost, pač ena drugačna skupnost. Um, če bi, je bilo kar nekaj na začetku, seveda, kot v vsaki karieri, je bilo kar nekaj ovinkov in problemov, mogoče tudi konfliktov. Um, če bi zdaj za svojimi izkušnjami se postavili v svojo kožo takrat, oziroma če bi imeli možnost si dati na svet, kaj bi rekli? Um, Predvsem to, kar se mi je počasi začelo izkristalizirati, da je treba ohraniti sebe, ne pa se prilagajati brezpogojno vsem tistim, ki na univerzi nasploh štejejo pike za to, da odločajo o našem življenju, bom tako rekla. Kolikokrat sem lahko potem, ko sem končno tudi jaz sama prišla skozi vsa zaprta vrata ali priprta vrata, ko sem dobila stalnost v Alabami, pa potem, ko sem postala redna profesorica, pa ko sem dobila priznanja od Francije in tako naprej. Takrat mi je bilo jasno, da sem lahko zdržala zato, ker sem se po svoje prilagajala, po drugi strani pa sem morala ohraniti svoje jedro. Ker so ljudje dobivali živčne zlome zato, ker so preveč se prilagajali tistemu, kar je institucija zahtevala od njih. In če hočemo spreminjati svet, in jaz upam, da vsi malo prispevamo k temu, bom rekla to, kar je francoski sociolog Michel Maffesoli povedal, ko sem bila še v Kanadi, v Ottawi, in je prišel na konferenco, ki sem jo organizirala, je rekel, bodimo kot ametist. Znotraj kamna, ki navzune ni videti kaj posebnega, to je institucija, bomo mi v bistvu razvili svoje kristale, svojo čistost ali pa bi rekla, on je verjetno verjel tudi v svoje poslanstvo. In ko bo potem to razneslo, ne bo več institucije, delajmo od znotraj. Ampak to zahteva ogromno energije, ogromno naporov, pa predvsem tudi medsebojnega razumevanja, ker če se ljudje bojijo, da jih bo sistem uničil, potem ne morejo delovati na tem, da bodo pomagali spremeniti institucijo. Zdaj, po eni strani gre svet v to smer, da pač nekdo zmeraj bolj hoče imeti kontrolo nad vsemi nami. Po drugi strani se pa da razvijati paralelno skupnost, kar še zmeraj recimo počnem. Ja. Jaz si vedno mislim, da pač v mlajših letih, ko se še razvijaš, je zelo težko ločiti med učenjem, ker so dostikrat je isto okolje odgovorno za to, da te uči, ampak seveda to pomeni tudi istočasno, da te oblikuje in kako daleč se je potrebno prilagoditi in od kje je tisto, ko nisi več ti, je zelo težko najti, verjetno. Predvsem, mislim, ko gledam nazaj, ko sem jaz pisala drugi doktorat, sem imela eno osebno izkušnjo, ki mi je pomagala na en način iti globoko vase, tudi bi rekla v eno depresivno stanje, če hočemo, ampak to, kar potem feministke, mislim, post-jungovke razlagajo kot noč duše in tako naprej, mislim, to je spet drug diskurs, ampak
tista izkušnja mi je pomagala, da sem naenkrat dojela eno razsežnost tega, kar sem potem delala vse življenje, se ukvarjala z miti, z arhetipi. In sem takrat pisala potem svoj doktorat iz te globokega prepričanja, iz te globoke želje, da potegnem na plano tisto, kar se je v meni nabralo. Nosila sem ta doktorat dolgo in potem sem se usedla in sem ga v nekaj mestih napisala. Če bi takrat lahko to zdiktirala v računalnik, bi lahko. Ampak takrat jaz nisem sploh ne razumela, zakaj je lahko to motilo nekoga drugega. Ta pristop. In še danes, ko gledam nazaj, si rečem, to, kar sem takrat rekla, je še danes po svoje problematično. Sem pokazala, da orfični mit povezuje vse tisto, kar Claude Simon intertekstualno združi v enem romanu, ki ga je naslovil Georgike, se pravi, da se je povezal na Vergila in od Vergila nazaj še na Pitagoro in od Vergila naprej na renesanso, na glasbo, na slikarje, na literaturo, potem na 18. stoletje s francosko revolucijo, s framasoni, vsem tem sodelovanjem med duhovnostjo in novo znanostjo, arhitekturo in potem v koncu 19. stoletja, 20. stoletje in sem pokazala, da je v bistvu to, kar tudi nekdo drug, Cvetan Todorov, ki je Bolgar, ki je deloval v Franciji, je povedal svojo knjigo o kritiki kritike, da se vsi kritiki med seboj povezujejo. No, v glavnem, jaz sem to na orfični mit navezala in naenkrat se mi je odprl svet. To je bilo pa nepojmljivo verjetno za nekoga ali pa zastrašujoče. In potem sem ugotovila leta kasneje, da se ljudje ukvarjajo recimo s to podobo in delajo doktorat iz ene podobe v enem romanu. Mene je pa zanimalo, kaj vse lahko povem skozi ta orfični mit kot nekakšna metafora za iskanje tega, kar nas povezuje in kar je na drugi strani in kaj lahko poezija, se pravi poezis kot delovanje v umetnosti ali nasploh, da človeštvu, ne. Tako da to je še danes, bi rekla, tako malo zanimivo, če ne drugače, s to mitokritiko, ki jo nekako podpiram in razvijam, pa ugotavljam še danes, da moti marsikoga. Ker po eni strani imamo vse te nove pristope, kvantna fizika, kvantna znanost, ki ugotavlja, da smo itak vsi povezani, da je znanost in umetnost ves čas povezana. Po drugi strani pa karkoli je duhovnega, v narekovajih, izredno moti institucijo, literarno vedo, ki hoče biti bolj znanstvena kot vaša konkretna znanost. Čudovito. Lepa hvala. Ti intervjuji so navadno kratki, ker jih imamo več. Tako da res lepa hvala. To je zanimivo.